Dober večer. Nocojšnji gost je zgodovinar, glasbenik in profesor dr. Mitja Ferenc. Poznamo ga iz delovanja pri odkrivanju med- in povojnih morišč. Letos je razburkal slovensko politično sceno s peticijo o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve komunističnih pobojev, ki jo je kot prvopodpisani poslal v Bruselj. Ob podpori evroposlanke Romane Tomc je dosegel, da je bila peticija obravnavana v Evropskem parlamentu in da so evroposlanci slišali, kakšne probleme z dnevom spomina na žrtve komunizma imamo v Sloveniji. To je bil eden največjih uspehov demokratične opcije v zadnjih letih in se gospodu Ferencu čestitam za ta velik uspeh. Sedaj pa prisluhnimo pogovoru, ki ga bo z dr. Ferencem vodil dr. Renato Podbersič. Lep večer. Spoštovane goriške rojakinje, rojaki, spoštovani ljudje dobre volje, spoštovani gost, kolega, zgodovinar, profesor dr. Mitja Ferenc, najprej hvala Vandi za te uvodne besede, ki so nekako že nakazale, kam bo šel nocojšnji pogovor. Se opravičujemo za nekoliko zmede pri otvoritvi današnjega večera. Morate upoštevati, da to počnemo vse brez nekako plačno in tudi prostovoljno in z zanosom in željo, da bi tematike, ki so nekoliko v drugem planu na Goriškem, prišle med javnost, med nas, med vas, da bi se dejansko tudi na zahodnem robu slovenskega ozemlja spoznali s tematikami, ki nekako usodno vplivajo na naš narod, na našo državo, na našo preteklost. In veste, kdo ne pozna preteklosti, je obsojen, da bo napake iz preteklosti ponavljal v prihodnosti. Imamo odličnega gosta, pogovor bi lahko zapeljali v različne stvari. Je eden takih vsestranskih humanistov, družboslovcev, profesor, zgodovinar, glasbenik. Nekateri ste spraševali, če bo tudi kaj zapel. Zapel bo ob kakšni drugi priložnosti. Danes tudi ga nekateri poznate po razprodanih koncertih, tudi s Prifarci so večkrat na Goriškem gostovali in Mitja pravi, da vedno rad prihaja v naše konce. Že uvodoma se mu lepo zahvalim. Z Eriko sva nekako že 2 leti ga poskušala ujeti, da pride na naše večere. Verjemite, da je zelo, zelo zaseden, pa to ni samo besedna krilatica, ga je težko dobiti. Ampak zdaj, gledajte, je naravnost idealna priložnost, da nam ob drugem delu pogovora spregovori tudi o aktualni peticiji, ki je odmevala tudi v Evropskem parlamentu. Z Mitjo Ferencem sva skupaj člana vladne komisije za vprašanje prikritih grobišč. Uradno ima sicer nekoliko drugačne, daljše ime, ampak ne bova vsega zdaj navajala. Poznava se že nekaj let. Moram reči, da kot starejšega kolega ga zelo spoštujem in nikoli, čisto nikoli ni bil vzvišen ali pa, ko sem ga prosil za pomoč, da bi odklonil kakršnokoli sodelovanje. Tako da, Mitja, se ti tukaj z tega mesta iskreno zahvaljujem za to. Ker sva kolega in smo na Primorskem, kjer smo malo manj oficialni kot v Ljubljani, bova se tikala v tem pogovoru. Torej, Mitja Ferenc je sin Toneta Ferenca. Vsakega otroka, vsakega sina zaznamuje oče. Tone Ferenc je bil eden največjih zgodovinarjev NOB-ja, druge svetovne vojne, moj profesor,
moj spoštovani profesor, človek, avtor številnih knjig, skoraj 40 jih je napisal in to včasih, ko ni bilo še računalnika, izjemen poznavalec virov, po njegovih stopinjah je šel tudi sin Mitja. Diplomiral, doktoriral v Ljubljani, zaposlil se na Zavodu za varstvo kulturne dediščine in njegova prva preokupacija, s katero je oral ledino v slovenski znanosti, je bila ukvarjanje s kočevarji oziroma kočevskimi Nemci. Na tistem jezikovnem otoku, ki je od 14. stoletja do druge svetovne vojne ustrajal v jugovzhodni Sloveniji. Napisal je številne knjige, to se vam splača vzeti v roke, dobite v vsaki knjižnici, tudi naši tukaj zraven, o kočevski pusti in prazni. Mitja jo je prehodil, proučil, arhivsko obdelal, predstavil na predavanjih doma in tujini, tudi na razstavah. Do tega je prišel pravzaprav preko ukvarjanja s partizanskimi bolnišnicami, ki je bila prva njegova strokovna preokupacija. Tukaj smo na Goriškem, kjer o kočevarjih, o kočevskih Nemcih, tako imenovanih kočevskih Nemcih, ne vemo prav veliko, oziroma niso v našem razponu ukvarjanja s preteklostjo. Mitja, nam lahko na kratko poveš nekaj o tem fenomenu, ki ga danes praktično ni več. Ne bova veliko zgrešila, če rečeva, da na Slovenskem morda je še 100 potomcev kočevskih Nemcev. Kaj te je pripeljalo, da si začel z njimi ukvarjati in nekaj več o njih? Renato, hvala lepa. Najprej naj rečem, da se počutim tako kot v razprodanem Cankarjevem domu. Hvala lepa za vaš obisk, da ste prišli. Bom govoril zelo hitro, ker je Renato rekel, da imamo samo dobro uro časa, tem je pa zelo veliko. Ja, kot si rekel, Renato, mene je zapeljalo na Kočevsko to, da sem začel iskati partizanske bolnišnice. Prva moja knjižica je bila partizanska bolnišnica Jelendol, pa potem baza 20, Gornji Hrastik in še enkrat Jelendol. In takrat sem začel spoznavati, ker sem hotel videti vse, kjer so te bolnišnice bile, torej to je bila Slovenska centralna vojno-partizanska bolnišnica z 25 oddelki v Kočevskem Rogu, nekaj izjemnega sredi vojne, kako so pravzaprav zdravili ranjence in kakšen je to bil postopek in kakšna logistika je to bila, da so sredi okupiranega ozemlja zdravili stotine ljudi in mene so zanimale vse te lokacije, kje so te bolnišnice bile, ker jih več ni bilo. In prehodil sem najprej Kočevski Rog in ob tem spoznaval ruševine vasi in se začel spraševati, zakaj so te ruševine, zakaj bukve in jelke, torej normalno sredi Kočevskega Roga, ampak zakaj sadno drevje med temi jelkami in bukvami. In to me je nekako zastrupilo tam nekje konec 80-ih let in sem začel ukvarjati se z iskanjem te izgubljene kulturne dediščine kočevskih Nemcev. Kočevski Nemci, to je en otok, ki je bil kot endemit zamrznjen, 800 kvadratnih kilometrov veliko območje, kamor so jih Ortenburžani iz Tirolske in pa Koroške, avstrijskega dela, naselili kot zadnje naseljence v Slovenijo in to v tako pusto pokrajino, kot je bila Kočevska. In tukaj so živeli torej od 1430. leta naprej kot nek otok sredi Slovencev, vse do okupacije Jugoslavije strani sil osi in so se znašli kar naenkrat v kraljevini Italiji, ker je ljubljanska pokrajina bila pač priključena. In po sporazumih, ki so jih Hitler in pa delal z ostalimi nemškimi manjšinami po Evropi, so se tudi te kočevski Nemci, pa tudi ljubljanski Nemci želeli preseliti v območje Rajha. Samo 50 km stran, ampak v območje, ki naj bi postalo po vojni, ali pa še sredi vojne, del nemškega Rajha, spodnja Štajerska in zasedeno območje Koroške in Kranjske. In po sporazumu za italijansko družbo Emono so ji predali svoje imetje, se preselili in pravzaprav ostali, prišli v kao novo domovino, območje Brežice, Sevnice in pa Krško. Tam se naselili na zapuščene domove Slovencev, ki so jih predtem izgnali, zaradi njih, torej približno 11.500 kočevskih Nemcev, so izgnali 37 tisoč Slovencev.
In konec vojne so doživeli potem usodo, kakršno so jo doživeli tudi vsi ali pa večina Nemcev v Jugoslaviji, namreč po odloku predsedstva Avnoj je bilo zaplenjeno njihovo imetje, večina njih je bila potem izgnanih preko taborišč in so ostali prav tako torej kot mnogi Slovenci, tudi emigranti, ki so zbežali pred komunističnimi oblastmi, bili nekaj let v taboriščih na avstrijskem, Koroškem in pa Štajerskem in se potem razselili po celem svetu. Njihova kulturna dediščina, tisto, kar so pa tam pustili, je pa ostalo. In dolgo časa je bilo v našem zgodovinopisju napisano, da je vse bilo uničeno v času italijanske ofenzive 42. leta. Dokler seveda nisi začel malo bolj raziskovati vire in ugotovil, da je razlogov za tako strahotno dediščino več. V enem stavku jo bom samo povedal. Od 176 vasi več kot 100 ne obstaja več. So v ruševinah ali pa pravzaprav od njih ni ostalo čisto nič. Od 123 cerkva jih 95 ne obstaja več, torej 28 jih je samo ostalo na tem območju, največ v okolici Kočevja. Od 400 kapelic in znamen, ki sem jih iskal po specialkah in iskal njihovo usodo, jih je ostala samo 1/10. In od 38 pokopališč, kjer so bili njihovi nagrobniki, je večina pokopališč zravnana ali pa so tu pa tam ostali kakšni nagrobniki oziroma na 2 pokopališčih tudi več njih in to je tudi edino ali pa največ, kar je ostalo kot neka kulturna dediščina za njimi. Zato je bila moja prva taka stvar, da sem želel to v razstavi prikazati in tam leta 1993 je to bilo v Muzeju novejše zgodovine, kjer sem pravzaprav, potem ko sem iz celega sveta zbral fotografije teh vasi, iskal ista mesta, kjer jih je nekoč fotograf pred 100 leti slikal neko vas, danes pa te vasi več ni, ampak je bila samo mogoče markantna ruševina ali pa nek steber ali pa vijuga vaške ceste, da si lahko z istega mesta videl, kakšna sprememba je bila. In zdaj samo, da ne bom predolg že na to temo, kakšna je bila usoda, ker sem rekel, da je vse skozi v zgodovinopisu pisalo, da so te vasi uničili torej italijanski vojaki v poznani okrožnici 3C, kjer naj bi torej zažgali vse vasi, kjer so bile prazne. Namreč usoda je pa takšna, torej Kočevska je bila na slovenskem območju, kjer so se že pred Prvo svetovno vojno najbolj izseljevali s trebuhom za kruhom v Ameriko. Bila je vedno na prvem mestu Kočevska po izselitvi. Tako da je že več kočevskih Nemcev živelo v Združenih državah Amerike, kakor pa v domovini samem. Posledica, seveda prazne hiše, vsaka 4. hiša je bila pred drugo svetovno vojno že prazna. Potem pride okupacija in od 12 000 prebivalcev, kočevskih Nemcev, se jih 11 500 vseli, približno 93–94% vseh, poziv Hitlerja Heim ins Reich, torej v novo domovino in posledica, torej seveda kar naenkrat po cele vasi ostanejo brez prebivalca. To je bilo idealno za naselitev partizanskega gibanja v Kočevskem Rogu in je tam tudi našlo svoje prvo domovanje in seveda posledica potem tudi ta tretji vzrok, italijanska ofenziva, načrtno rušenje, požiganje praznih vasi, da partizani ne bi v njih našli možnost več udobnejšega bivanja. Potem pa je konec vojne in pa sledi temu, jaz rečem, načrtno, torej neustrezna naseljevalna, kadrovska in gospodarska politika. Vse to območje idealno za uresničitev komunističnega copy-paste variante solkozov in solhozov, kajti to območje je bilo nemško, zaplenjeno in te velike površine so bile idealne, da na njih uredijo podoben sistem solhozov in kolhozov. Ampak to se je potem izjalovilo, te velike farme, te velike hlevi so nekje do srede 50 let pravzaprav propadli. In pa zadnji vzrok, ki mu jaz rečem, načrtno rušenje iz nacionalnih in pa ideoloških razlogov, zlasti na zaprtem območju Kočevska reka, o katerem ste verjetno pred desetletji ali pa pred leti veliko slišali, območje, ki je bilo zaprto tam nekje od leta 1948, v vsaki republiki so morali zgraditi neke podzemske objekte za v primeru sovjetskega oziroma vzhodnega bloka, takrat smo prišli v spor za Sovjetsko zvezo in tudi v Slovenci smo bili najbolj marljivi in tukaj zgradili podzemske objekte v vasi Gotenica
pa tudi še v eni vasi Škril, torej podzemske objekte, kamor bi se umaknilo vojaško in pa politično vodstvo. In zaradi teh podzemskih objektov je bilo širše območje Kočevske, torej približno 220 kvadratnih kilometrov zaprto in vanga do demokratičnih sprememb pravzaprav normalen človek ni mogel in ni smel vstopiti. Tukaj pa je bilo prav zaradi ideoloških in nacionalnih razlogov načrtno porušeno pravzaprav čisto vsi sakralni objekti, tudi tisti, ki so po vojni še stali. Če bi imeli čas, seveda bi to lahko prikazali tudi na fotografijah, ampak to zaprto območje je bilo res sinonim za načrtno rušenje sakralnih objektov. In tako da je od te kulturne dediščine kočevskih Nemcev, ki so tukaj prebivali 600 let, pravzaprav ostalo skoraj da zelo malo, tu pa tam kakšen napis, nagrobniki, in pa zato nam je bilo tako pomembno, da smo to nekako prikazali, da saj v knjigah, razstavah, v literaturi se še spomnimo, da je nekoč prebivala neka manjšina med nami, ki je nažalost danes ni več. Samo še nekaj ljudi je, med njimi tudi oče naše bivše ministrice Helene Jaklič, torej Hans Jaklič, ki še znajo nekaj kočevrskih besed ali pa se še znajo pogovarjati v kočevrščini. Čez leto, 2, 3, 4 bo ta jezik popolnoma izginil iz obličja sveta in bo eden izmed mnogih, ki bo utonil v pozabi, razen tisto, kar je ostalo na magnetografskih zapisih. Tako da ta Kočevska je ena taka zanimiva usoda, ki jo redko srečamo v srednji in pa vzhodni Evropi. Tako načrtno in detaljno rušenje ali pa izginotje te kulturne dediščine. Te primem za besedo, ko boš šel v penzijo, te povabimo, da nam boš en večer predstavil tukaj v tem našim goriškim rojakinjam in rojakom izgubljeno dediščino kočevskih Nemcev. Tako je, ste videli, če date besedo profesorju. Mitja je pred dobrim mesecem postal redni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Njegov fokus raziskovalni je zelo širok, nekaj smo povedali. Videli ste, kakšen strokovnjak je za Kočevsko v vseh njenih dimenzijah, torej tudi tisti dimenziji, ki se je tam znašla ob koncu oziroma po koncu druge svetovne vojne. Verjetno eden največjih poznavalcev Kočevske, ki jo je tudi prehodil večji del na Slovenskem. Mitja, rekel sem, da si postal redni profesor, več kot 20 let že predavaš na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kaj ti pomeni delo s študenti? Vem, da te imajo radi za mentorja, pa ne zato, ker bi bil, bomo rekli, opravljal to delo z levo roko, ampak tudi, ker se znaš približati študentom, jih vodiš na terensko delo, sem slišal in videl. Torej, dejansko v današnjih časih, ko je težko biti nek vzgled, ko je težko biti pedagoški delavec, tudi na univerzi, kaj ti to pomeni? Ja, verjetno, Renato, je lažje biti pedagoški delavec na univerzi, kot pa verjetno na osnovni šoli, kjer so veliko večji in pa drugačni problemi, saj tako, kakor slišim. Ja, jaz sem po naravi, seveda sem zgodovinar izučen, ampak po naravi sem terenski človek. Tako kot sem prehodil vse te vasi po 3-krat, 4-krat, nekatere po 10-krat, sem tudi potem vprašanje z prikritimi grobišči me je gnalo potem, da vsako stvar vidim, torej da se pogovorim z ljudmi, da me pripeljejo na lokacijo, in zame je samo branje knjig ali pa pisanje iz dokumentov bilo malo pusto, nekako, kot sem rekel, bolj terenski človek, in to sem hotel tudi navdušiti nekatere svoje študente. Spomnim se 4. leto mojega predavanja, leta 2004, sem poklical nekaj absolventov, če so pripravljeni iti z mano v Kočevski Rog, namreč v bližini danes že zelo poznane jame pod Macesnovo Gorico, je bila ena vrtača, kjer smo nekoč za detektorji našli nekaj ostalin, in zbralo se je nekaj 6 absolventov, ki smo šli, napravili take mreže sita in presejali celo zemljo v okolici te jame, v neki vrtači, kjer smo potem ugotovili, da je to tista vrtača, kjer so se ujetniki morali sleči, in
pustiti svojo opremo in tam zbrali približno 60 kilogramov najrazličnejšega materijala. Hočem povedati, kaj je tisto bistveno, kar je rezultat tega terenskega dela v tistem času, ko pravzaprav raziskovanje terensko prikritih grobišč niti ni bilo omogočeno ali pa dovoljeno. To, da smo potem na podlagi predmetov ugotovili, da je to tista jama, kjer leži Slovenci, kajti našli smo obeske Brezijanske Marije, domobranske kokarde, in to je bil en tak signal, da je bila 8. julija 1990 pod jami pod Krenom, torej 4 km oddaljeni jami, tista v narekovajih spravna slovesnost, bolje rečemo simbolni pokop domobrancev, da smo zgleda vsa leta praznovali ali pa se spominjali svojih sonarodnjakov na nepravem mestu. In 20 let po tistem, oziroma 18 let po tistem, ko se je pred 2 letoma izkopalo žrtve iz Macesnove Gorice, torej se je to samo še potrdilo. Namreč zato, ker po tistem, ko smo za absolventi raziskali tisto vrtačo, smo šli še čez 14 dni z študenti 4. letnika k jami pod Krenom, prav tako preiskali neko vrtačo pred tem grobiščem. Tam smo pa našli vse drugo, razen tistega, kar bi spominjalo na Slovence. Recimo nemški križec prve stopnje, ki ga noben Slovenec ni dobil, potem carsko odlikovanje svetega Jurija iz 1917 z kopejkami, torej verjetno nek pripadnik ruskega zaščitnega korpusa, ogromno hrvaških stvari, kune, gumbe, NDH, recimo dinar kovan leta 1942, ker smo vedeli, da ga je Nedičeva Srbija dala kovati na Madžarsko, torej je mogel biti pripadnik nekega srbskega prostovoljskega korpusa, in to nam je dalo seveda takrat, ko še ni bilo možno sploh raziskovati ta prikrita grobišča, nek indic, da se spominjamo svojih sonarodnjakov na nepravem mestu. In sedaj, kot veste, že 3. leto potekajo spominske slovesnosti pri jami pod Macesnovo Gorico na pravem kraju v Kočevskem Rogu. Veš kaj, se bova vrnila v nadaljevanju nazaj k Macesnovi Gorici, ker to zaznamuje slovensko sodobnost, preteklost in se upam reči tudi prihodnost, pa tukaj si igral izredno pomembno vlogo, ampak na videz na lahkotnejšo temo pejva. Veljal si za zelo podjetnega mladeniča, že v osnovni šoli, srednji šoli, menda si v srednji šoli sosede vodil na planinske izlete in organiziral, čakaj, tega ne bova zapravljala časa. Potem si bil kot študent tudi pripadnik oziroma član folklornega ansambla France Marold, s katerimi si obražal svet in si lahko predstavljamo, kaj pomeni iti z 50-članskim kolektivom, zborom, folklorno skupino na gostovanje nekam čez ocean. In da si sam organiziral te zadeve. To, kar ti da meni, dala delovanje v akademski folklorni skupini, ko si mulc, 1. letnik, 2. letnik fakultete, imel nalogo, da pripelješ 50 ljudi z nekaj tonami prtljage na drugo celino in to organiziraš, to nekaj takega, kar ti mogoče življenje da skozi desetletja. Nam pa je to dalo to priložnost in to izkušnjo že kot pravzaprav še vedno kot najstniku pri 20 letih. In to so mogoče res take nepozabne stvari, ki so me doletele v življenju in za katere sem lahko res zadovoljen, da sem tako jaz, kot tudi oba moja otroka potem nadaljevala pri akademski folklorni skupini France Marold, zlasti hči, ki je bila potem tudi korepetitorka te skupine in danes tudi v Sloveniji skrbi za folklorno dejavnost pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Nekaj takega, da sem v življenju lahko hvaležen, da me je to doletelo, da ste me 2 prijateljici poklicali, da sem tam lahko začel igrati na neke inštrumente, se jih priučil in bil tam 13-14 let in so to res nepozabni in nepojmljivi trenutki, ki se jih vedno spominjam za nazaj. Torej, Mitja Ferenc, če ne študira zgodovine, ne proučuje na terenu, ne predava, ga poznamo s kitaro. To je še ena tematika, ki jo bomo kdaj drugič obelodali, danes ostajava bolj pri resnih temah. Mitja Ferenc, ki je tudi frontman etno skupine Prifarski muzikanti iz Kostela, ki deluje že več kot 30 let.
ki je poznana doma, pa tudi širše izven domovine, zelo priljubljena. Mitja Ferenc, ki ob raznih priložnostih rad vzame kitaro v roke, lepo zapoje. Naj izdamo, da je včasih bil bolj globok glas, kakšen baritonist, zdaj pride že precej višje, tudi drugi tenor. Da je šolan glasbenik, da se je šolal, ampak verjetno malo kdo med vami ve, da je Mitja Ferenc opravil tudi audicijo pri slavnem ansamblu bratov Avsenik. Ja, Lahko kaj o tem poveš? To je bilo tisto leto, ko me je doletelo res ena taka velika sreča. Tisto leto sem dobil Steletovo nagrado za razstavo o kulturni dediščini kočevskih Nemcev in tisto leto me je poklical nek glas in je rekel, slišali smo te, ko si pel neke pesmi pri ansamblu Vilija Petriča. Ansambel Avsenik torej je takrat tercet je nehal pet, imeli so pa pogodbo za nemško govorno področje in jaz sem šel tja v studio Helidon pri Vilku Avseniku, zapel eno pesem in Vilko je rekel, verjetno boš čez teden, dva, tri dobil neka nemška besedila in note in to je res bilo. In tako da se je moj glas potem posnel na zgoščenki Firci Chiare Avsenik in to mi je res ena taka, glede na to, da sem globoko občudovalec ansambla brata Avsenik in da mi je to bila tudi neka priložnost, nekaj, kar se pravzaprav ne da kupiti in si lahko samo zadovoljen, da te je taka sreča obsijala. Mitja, malo za šalo, malo za res. A je boljše v današnjem svetu biti zgodovinar ali glasbenik? Kaj je večji privilegij? Če pogledam sebe, jaz sem vedno nekako poskušal to dvotirno delati. Eno obdobje je bilo zgodovina malo bolj močnejša, drugo pa zdaj recimo te mesece pa glasba bolj. Ne vem, nekako mi je to vse nekako uspevalo, kot verjetno pa verjameš, da trpiš, ker ima dan samo 24 ur, ker bi rad veliko več naredil, kot si zamisliš, pa ne moreš in potem skozi misliš, da si v nekem zaostanku in se ti nakopiči neko delo, ki bi ga rad naredil, bodi si dokončal kakšno knjigo, bodi si posnel novo zgoščenko ali imel dodatne koncerte, tako da pravzaprav je to težava, ta dvotirnost. Veš kaj, mogoče o tvojih načrtih bova kaj ob koncu rekla, če bo čas, ampak vseeno, vi prifarski muzikanti, vsako leto jeseni tradicionalno razprodate Cankarjev dom, veliko dvorano, približno tako kot današnji večer, malo za šalo, malo za res. Odkot ta uspeh prifarskih muzikantov, relativno podeželskih fantov, mož in fantov, ki imajo glasbo v krvi, jo imajo radi, ampak polni je odre. Odkot ta fenomen po tvoje? Ja, začela se je stvar, da je ta skupina igrala leta 1993 na otvoritvi moje razstave v Muzeju novejše zgodovine in potem, ker je en član bil moj sošolec iz Fare, je naneslo, da je nek član nehal igrati in so me prosili in sem rekel, imam časa 6 mesecev, ker ravno delam doktorat, lahko vam pomagam. No, iz tistih 6 mesecev je zdaj ratalo 35 oziroma 33 let in včasih, ker veljam za biriča v ansamblu, mi rečejo, obljubil si samo 6 mesecev, zdaj nam pa že 30 let težiš. Tako da so taki heci, ja. Renato, tako si rekel, bilo je ena odločitev, torej najprej smo poskušali raziskati ljudske pesmi Obkolpske doline, pa je bila to prva zgoščenka, potem druga zgoščenka, tretja, za katero smo dobili tudi Zlatega petelina kot najboljši etno izdelek leta 2001, je bilo že poustvarjanje ali pa torej ljudska glasba iz cele Slovenije z naslovom Dober večer, mamica, namreč skupina je torej tamburaška skupina, torej to so sestav Bisernica, ki igra melodijo, Brač, ki igra terco oziroma igrata oba dva inštrumentov melodijo, potem je bogarja ali kitara, ki igra ritem,
pa berda ali kontrabas ali bas kitara, ki prav tako igra torej ritem ob kitari, pa še frajtonarca, rečemo temu, ali navadna harmonika, zdaj je tudi še klavirska harmonika zraven in pa violina in pa tisto, kar Slovence pooseblja, to je štiriglasno petje. In če me vprašaš, torej, kako je to šlo v Cankarjev dom, bila je neka odločitev, poskusimo iti v Ljubljano, vsega dobrega, vajenega ljubljanske publike predstaviti našo glasbo. To je bilo pred 16 leti in od takrat naprej imamo vsako leto koncerte. Najprej sta bila po dva, potem so bili nekoč celo tudi 4, zdaj so pa v glavnem 3 razprodani koncerti vedno v Galusovi dvorani v Cankarjevem domu in pa to, kar nam je v veselje, torej vse koncerte do zdaj je posnela tudi nacionalna televizija, ker poskušamo, da je vsako leto druga tema. Letos bo tema k sosedu v vas. Torej obiskali bomo na poti, ko bomo šli preko Slovenije, obiskali Italijo, Avstrijo, Madžarsko in pa Hrvaško. Verjamem, da o tvoji glasbeni sestavi, o Prifarskih muzikantih bomo še slišali kaj, kot smo vodoma povedali, ste velikokrat gostovali tudi na Goriškem, v Novi Gorici, na širšem področju Goriške in to bojo še imeli naši današnje poslušalke in poslušalci priliko v prihodnje slišati. A se strinjaš, da v drugem delu pogovora, prvi del je minil, kot bi trenil, da se posvetva polpretekli zgodovini? Se strinjaš? Renato, ti vodiš. Hvala. Mitja je prinesel s sabo nekaj dokumentov, ampak ker je neprava svetloba, bo slabo videti, predlagam, da ostaneva brez pri pogovoru na suho, kot se reče. Ne bo zmanjkalo, verjemte, imamo na zalogi veliko zadev. Bil si, oziroma si sin Toneta Ferenca, oče ti je ljubezen do zgodovine in do arhivov položil v Zibu. Ena tvojih, bomo rekli, najbolj prepoznavnih tematik, s katero si postal znan tako v Sloveniji, kot tudi širše, bodisi v pedagoški, bodisi tudi v raziskovalni sferi, je raziskovanje medvojnih, predvsem pa povojnih morišč in grobišč. Tukaj si marsikdaj oral ledino, objavil številne prispevke, monografije, nekaj jih imava tudi tukaj pri sebi, številna poročila, nekaj boste lahko videli potem, če kdo želi na pultu. Tvoja bibliografija je zajetna, je osupljiva, ampak Mitja, kaj te je pripeljalo na poglobljeno raziskovanje te zelo žalostne, boleče tematike, ki nas vedno znova deli, naš ubogi dvomilijonski slovenski narod? Ja, Renato, to se je kar navezovalo, ne? Tako kot sem začel z partizanskimi bolnišnicami, mimogrede, torej takratni minister Školč me je, mislim, da je bilo to 98. ali 99. leta, minister za kulturo, imenoval za vodjo skupine za uvrstitev partizanske bolnišnice Franja v seznam svetovne naravne in kulturne dediščine in uspeli smo sicer priti na preliminarni seznam, potem pa je pač žalostna narava, torej usoda narave naredila svoje v tej zelo partizanski bolnišnici. Namreč takrat sta bila v seznamu svetovne in naravne kulturne dediščine samo 2 objekta, ki sta bila iz 2. svetovne vojne, to je Hirošima in pa Dachau. In mi smo šli pač za tezo, da sta to elementa ali pa objekta strahote, mi smo pa hoteli z bolnišnico Franjo pač poudariti humanitarno noto, ki je bila v tem partizanskem zdravstvu. No, iz tega je šla potem raziskava Kočevske in seveda ob Kočevski sem se srečal razne ljudi, gozdarje, ki so mi pokazali ta prikrita grobišča in tako da tudi najina skupna pot z očetom je bila že tam nekje konec 80. let, da sva po Kočevskem za gozdarji si ogledovala te lokacije in dobro, oče je potem preminil v 2003. Mene je pa ta pot gnala naprej, zato tudi, ker sem bil od leta 1990, torej zdaj že 33 let,
član vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Problem pa je bil v tem, da se je prvo desetletje, če smem povedati, recimo nekaj o teh problematiki, da je šlo prvo desetletje, pravzaprav je bilo izgubljeno. Po tisti spravni slovesnosti, v narekovajih spravni slovesnosti, smo vsi pričakovali, da bo država naredila prve korake, torej da bo našla ali pa omogočila raziskavo teh grobišč, našla posmrtne ostanke, jih ekshumirala, morda identificirala, ampak takrat se je država odločila, da bo samo na dveh simbolnih krajih postavila dva simbolna objekta, in tako je potem šele leta 1994 razpisala natečaj za spominski park Teharje in pa za spominski objekt pri jami pod Krenom. Potem pa se je to vleklo, sredstev ni bilo ali pa so bila nenamerno ali pa zelo namerno porabljena, zlasti pri spominskem parku Teharje, in je trajalo, recite in pišite, 10 let, da se je z velikimi težavami in ovirami sploh postavilo ta dva objekta, s tem, da je spominski park Teharje pravzaprav še nedokončan in že potrebuje sanacijo, medtem ko pa je tudi pri kapeli pod Krenom bilo marsikaj narobe, pa tudi seveda zdaj vemo, da je to pač na kraju, kjer so pomorjeni torej pripadniki iz drugih jugoslovanskih nekdanjih republik. Tako da je to prvo desetletje šlo v nič, ni bilo niti nepravne podlage. Morate vedeti, da do leta 2003 so obstajali samo 3 jugoslovanski zakoni, ki so reševali vprašanje grobišč, ampak ne teh prikritih, samo grobišča borcev in pa članov, torej vojakov drugih narodnosti. Tudi okupatorjev, ja. In še najbolj presenetljivo pa je, da je Republika Slovenija leta 1996 sklenila 2 sporazuma z Nemčijo in pa z Italijo o tem, da so lahko normalno nek koncesionar ekshumiral posmrtne ostanke italijanskih in pa nemških vojakov, tako da so nemške vojake čisto normalno, torej po ekshumaciji pripeljali in pokopali v 3 vojaška pokopališča v Celju, Ljubljani in pa v Kranju, medtem ko pa italijanske vojake, potem ko jih prekopljajo, ekshumirajo, prepeljajo italijanske oblasti v vojaško pokopališče na Redipuljo. Torej za narekovajih nekdanje okupatorske vojake se je to normalno počelo, medtem ko pa za naše Slovence in pa recimo Hrvate, Srbe, pa tega ni bilo mogoče. Ni bilo niti ne zakona. Veste, zakon je bil vložen v proceduro leta 1998, zakon o vojnih grobiščih, pa je bil 6 let v zakonodajnem postopku. Se ga je malo ven, noter in šele leta 2003 je bil invaliden zakon o vojnih grobiščih sprejet, ki je sicer vključeval tudi ta prikrita grobišča, ampak z ogromno varovalkami, da se kaj takega ne bi naredilo. No, če smem, prelom se je pa zgodil, potem ko je ena lokalna skupnost, to je bila Slovenska Bistrica, odločila, da bo sama, brez države, ugotovila, ali sta v 2 zakloniščih tovarne Impol dejansko žrtve ali ne. In je sama naročila vse dokumentacijo iz ekipe in so dejansko na koncu teh zaklonišč našli najprej v prvem 231 in potem v drugem še 200 žrtev, torej 431 žrtev pomorjenih tam sredi januarja 1946. leta. To je tudi zadnji največji množični pomor v Sloveniji. In takrat je bilo v Sloveniji kar velik odmev. Jože Možina je naredil en film Zločinki ne zastara in takrat je Drnovšek, vlada je rekla, da bo storila vse, kar je mogoče, da se grobišča najdejo, in Drnovšek, predsednik vlade, je tudi naročil ministrom, naj naredijo, kar lahko. No, in v tem zvezi je šlo potem, da je tedanja ministrica za kulturo Andreja Richter ugodila moji želji ali prošnji, če bi lahko
uporabili njen, torej rečemo temu, prilagojen računalniški sistem nepremične kulturne dediščine, da bi začeli z evidentiranjem prikritih grobišč. Torej, da bi hodili po terenu, iskali informatorje, satelitsko navigacijo določili geodetsko, torej kje te lokacije so, in najprej je to dovolila, torej mu dala omogočila za 1 leto, potem pa za prestanki se je to vse to uspelo to evidentirati do leta 2009 do Hude jame, tako da sva s kolegico Matejo Bavdaš nekako do Hude jame lahko uspela popisati 597 lokacij. K temu se vračava, ravno sva ostala pri Hudi jami. Pred 4 dnevi smo se spominjali, žalosti v srcu, 15. obletnice vstopa v Hudo jamo. Brez Jožeta Dežmana in Mitje Ferenca, pa še koga zraven, tega dogodka ne bi bilo. Zdelo se je, da je vhod v Hudo jamo, ki je tudi bil strani avtorja obelodanjen v knjižici in tudi v številnih poročilih in člankih, spremenil naše poglede na medvojno, še bolj pa povojno dogajanje. Zdelo se je, da po tem dogodku nič več ne bo tako, kot je bilo. Spomnimo se, da enega našega bivšega predsednika, ki je v Hudi jami izjavil, da je to drugorazredna tema, upam si z tega mesta trditi, da je bilo to pomemben razlog, da ni bil ponovno izvoljen, da ni bilo reelekcije na volitvah 2012 za predsednika države. Mitja, kaj je tebi osebno pomenil vstop v tistih prvih marčevskih dneh 2009 v Hudo jamo? Takrat sem te bolj še bežno poznal in moram priznati, da si se mi ti in kolegi, ki ste to doživeli, iz prve roke smilili, ker vas je tudi psihično in fizično predrugačilo. Se opravičujem, zato res osebno vprašanje, ampak daj nam malo povedati več o okoliščinah, ki so pripeljali tudi s tvojo vlogo do odprtja Hude jame. Ja, zdaj sem mi večkrat solze prišle malo na oči, ko se spominjam tistih pravzaprav mesecev in pa tistega dneva, 3. marca 2009. Namreč v prvi vladi Janeza Janše od 2005, ali pa bom rekel bolj natančno, od 2006 do 2009 smo lahko začeli z prvimi terenskimi raziskovanji. Takrat smo ugotovili, da je protitankovski jarek na Teznem, kjer so najprej leta 1999 gradili avtocesto in so naleteli na posmrtne ostanke in je preiskovalni sodnik odredil, da lahko izkopljajo samo tam, kjer bo šla avtocesta, kjer se zdaj peljemo proti Lendavi. Mi smo pa hoteli ugotoviti, koliko v kakšni dolžini je ta protitankovski jarek dolg. Namreč takrat so iz 60 metrov izkopali 1179 trupel. Če si zamislite, 1 meter dolžinski protitankovskega jarka, 16 trupel v globini in pa v širini. In smo iskali ta protitankovski jarek in ugotovili, da je najmanj 930 metrov napolnjen z trupli. Tukaj nam lahko da matematični izraz, da gre tukaj za približno 15.000 žrtev, ne upoštevajoč bombne kraterje v okolici, kjer smo prav tako ugotovili posmrtne ostanke. To je to obdobje, ko smo lahko dejansko začeli z terenskimi deli, obdobje 2006 do 2009. In v letu 2009, potem ko smo opravili številne sondaže in tudi prve ekshumacije, smo se nekako v komisiji odločili, da bi poskušali ugotoviti, ali je dejansko v enem rudniškem jašku, ker rudniških jaškov nismo še dokrat sploh mogli raziskovati, priti v resnici do dna in ugotoviti. Med ljudmi je bilo tako govora, da greš v rudnik in da sta noter, potem ko bi prebil pregrado, ker je onemogočala dostop v notranjost, da sta potem 2 vertikalna jaška, v katerih so žrtve. To je bil ljudski glas. No, 10. julija 2008 smo z rudniškimi reševalci prebili prvo pregrado in smo mislili, da se bomo sprehodili do teh
jaškov vertikalnih, pa nas je čakalo presenečenje, ker je bil vertikalni rov zasut do vrha. In potem se je začelo 8-mesečno kopanje. Ni bilo v javnosti nobene informacije, na skrivaj pravzaprav se je to delalo, po 2 metra, 2 metra pa pol na dan so rudarji kopali z rovnico in z lopato in z karjolo iznašali in se je šlo meter za meter, prišli do prve pregrade, do druge pregrade, tretje pregrade. Največja pregrada je bila iz betona, širokega 1,10 m in armirana z železniškimi tračnicami, tako da niti v enem kosu niso mogli izdolbiti luknjo rudniški reševalci, namreč vedno se je najprej naredilo luknjo, ugotovilo, ali so plini na drugi strani in potem začelo z prebijanjem pregrade. 100 metrov je bilo zasutega vertikalnega rova in prišli smo do zadnje pregrade, ker je bila iz apna in lesa in predtem smo že najdeli tudi eno žrtev 23. februarja, torej nekaj dni predtem, in takrat smo ugotovili, našli bomo grobišče. Zaradi tega, ker je bil to eden, ki je preživel pomor in ko se je že nasipavalo jalovino v ta rudnik, je ta človek našel en del železne tračnice in kopal za tračnico grudo izpred sebe in jo dajal za sebe in mi smo našli na vrhu te jalovine to okostje, namreč prišel pa je do nekega betonskega okvira, tolkal za tračnico noter v beton, še zdaj se vidijo tiste bele pike in tam omagal. In ko smo mi to videli, takrat smo vedeli, da bomo preko slej naleteli na grobišče. In 3. marca, ko smo prebili to zadnjo pregrado, jaz sem takrat pač držal tisto kamero v rokah, mislili smo, da bomo prišli do teh 2 jaškov, prišli smo do jaška, ki pa ga je bilo skoraj da nemogoče, torej ko smo svetili v njega, nismo videli nič, ker je bila tema, nekako smo se preplazili čez obrobo tega prvega jaška in šli naprej proti drugemu, takrat pa naleteli na tisto gmoto nerazpadlih trupel, ki nas je zaznamovala pravzaprav za celo življenje. O, pater! Kaj pa je to? Ja, že što napete pogledati, no? O, porka, no. Ja, že što se zdaj smrdi. Ja, že što Zdaj pa neč več ne bi bilo primera, kako boste da jeste, ne? Ne bi posnamete. Ja, že što Mi smo bili vajeni skeletnih ostankov ljudi, ampak to, da ti vidiš nerazpadla trupla, kožo, lase, najbolj grozno je bilo, ko je neka roka držala protezo, leseno protezo druge žrtve za tisto leseno protezo. Ko smo mi to videli, jaz, ko sem prišel ven, jaz sem jokal k dež, ampak par dni po tistem smo si nekako tudi z Mehmedalijo Aličem, vodjo rudarske ekipe, nekako dali roko, da nas tukaj nihče ne bo ustavil, da ne bi prišli do konca, namreč nismo vedeli, kaj bo država naredila. Odločili so se najprej iznesti oziroma pobrati posmrtne ostanke iz tistega, kar smo našli v horizontalnem rovu, potem pa je preiskovalni sodnik odločil samo, potem ko smo ugotovili, da so žrtve tudi v vertikalnem, da samo iz 5 metrov iznese žrtve, ker pa je rov globok 48 metrov, bi potem samo pač napisal v poročilo, da je toliko in toliko žrtev v rudniku. In namesto, da bi se jih zneslo ven in našlo mesto za pokop, je takrat potem tedanji minister za delo, namreč ministrstvo za delo je bilo odločujoče ministrstvo za delo komisije, odločilo, da bodo žrtve ostale v rudniku, en del rova so razširili, postavili not stalaže, gajbice za sadje in tiste posmrtne ostanke pustili notri.
Točno 2 leti po tistem, ko smo prebili prvo pregrado, torej 10. julija 2010, smo bili zadnji, ki smo se spustili v ta rov nadškof Stres, premier Borut Pahor, varnostnik, potem tehnični inženir, kriminalist Pavla Jamnik in jaz, in vem, da je takrat Borut Pahor, ko je to videl, rekel, da absolutno je treba te žrtve pokopati zunaj in iznesti, ampak njegov minister je stvari naredil drugače in zaradi tega verjetno razumem nekdanjega predsednika, torej Boruta Pahorja, da je potem, ko je postal predsednik, naredil maksimalno, kar je lahko iz stališča predsednika, ki nima pravzaprav izvršne moči, da je naredil veliko spravnih dejanj in spravnih gest, če se samo spomnite opravičilo Petru Hribarju za pomor njihove tete in pa strica na gradu Strmol, potem družini Hudnik in tako naprej, da je kot predsednik naredil tisto, kar bi pravzaprav mogli že njegovi predhodniki. Če je šla huda jama globoko v naš narod, je grobišče pri Macesnovi Gorici, ki je tudi s pomočjo Komisije za grobišča bilo odkrito oziroma izkopano pred dobrim poldrugim letom v Kočevskem rogu, v katerem je pa približno 3450 Slovencev bilo pokopanih oziroma ne pokopanih, odvrženih, nekako šlo mimo nas. Še danes nastopa vprašanje ne samo med člani komisije, tudi med strokovnjaki, publicisti, tudi politiki, kaj s temi ljudmi narediti. Mitja, odkot ta razlika? 2009 vsesplošno zgražanje, neka empatija do žrtev, razumljiva, danes pa tak šmeuhovski odnos. Mi smo v Evropski uniji sredi oziroma začetku 21. stoletja vendarle zavezani nekim demokratičnim standardom, občečloveškim standardom, ki narekujejo pokop vseh mrtvih, tako zmagovalcev, kot tudi poražencev. Apliciraš seveda na Antigono in na Polinejka. Antigona je pokopala svojega Polinejka, brata Polinejka, kljub temu, da je vladar Kreon odločil, da se ga ne sme pokopati. Doživela potem tudi svojo usodo, ampak svojo usodo je doživel tudi Kreon. Zato se tudi mi sprašujemo v 21. stoletju, tudi zdaj v letu 2024, koliko Kreonov še imamo mi na Slovenskem, ki nam ne omogočajo temeljne civilizacijske pravice. Pokopati ljudi, ki so 80 let bili po različnih rudniških, jaških, kraških jamah, protitankovskih jarkih, in da se še zdaj v letu 2024 sprašujemo in sami sebe, ali je to sploh res mogoče. Renato, verjetno apliciraš na to, da kot je huda jama razburkala slovensko javnost, ampak pravzaprav je pa pomenila tudi to, da je izvršna oblast takrat za 5 let onemogočila vsakršno raziskovanje. Vladni komisiji ni dodelila nobenih sredstev in v obratnem sorazmerju kot v času Janševe vlade je ministrstvo narekovalo, kaj lahko komisija dela ali ne. In je določilo, da lahko pobira samo vidne posmrtne ostanke iz kraških brezen, kar je strokovno oporečno. Vam dal en primer Koprske jame, kjer so leta 1992 pod zajamarjem Malečnikom iznesli nekaj posmrtnih ostankov, zato da bi ugotovili, ali žrtve v teh koprskih jamah so, in so potem desetletje ležale v skladišču Inštituta za sodno medicino. Potem so v tem obdobju po hudi jami pobrali še nekaj skeletnih ostankov, ampak večina jih je pa še vedno v kraških jamah. In tiste iz sodne medicine so potem pokopali na koprskem pokopališču, tiste iz leta 2013-2014 so v Kosnici na mariborskem Dobravskem pokopališču, ampak večina jih je pa še vedno v jamah.
Strokovno, torej popolnoma neoporečno, torej oporečno in mi smo takrat nasprotovali, ampak ministrstvo se je tako odločilo in teh 5 let od 2010 do 2015 pravzaprav ne bomo mogli nikoli nadoknaditi. Ne. Mi smo sicer skrivaj hodili v zaprto hudo jamo, slikali tista razpadajoča tkiva. Moram reči, grozno je bilo, ker so se tudi črvi pasli po teh človeških ostankih in te slike pravzaprav pošiljali vladi, da se je z njimi seznanila. Ker za njih je bilo, ko so zaprli rudnik in gor obesili tablo, da je to grobišče Huda jama, je bilo to za njih konec. A ne? Ampak že iz civilizacijskega stališča in rudarskega, nihče ne more ostati v neki jami. Ne. In tako kot je Huda jama naredila, mogoče odprla še nekaterim ljudem oči, drugačen pogled na našo polpreteklo zgodovino in pa na komunistično nasilje, ki se je zgodilo v zvezi s temi poboji, pa predvsem z brisanjem teh grobišč in pa brisanjem teh žrtev iz javnega spomina, ne, je potem povzročilo tudi 5-letni zastoj, ki pa je potem po zaslugi leta 2015 Nove Slovenije, ki je pripravila en zakon, ki sva ga potem z Pavlom Jamnikom, kriminalistom in vodjem akcije Sprava, torej pojasnila poslanskim skupinam v parlamentu, sicer zelo težko in tudi z odzivom, ki ga nisem pričakoval od nekih resnih ljudi, ki so izvoljeni kot predstavniki naroda, ampak vseeno je takrat za las šlo, da je Nova Slovenija z stranko SMC 2015 sprejela zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev in takrat je potem torej premijer Cerar dal neka simbolična sredstva in čisto zadostujejo za takrat in se je takrat začelo potem v letu 2016-2017 urejanje grobišč, sondiranje in pa ekshumacija. Takrat so bila to prva grobišča, torej Košnica, Koželj pri Velenju, predvsem pa to, kar nam je zakon nalagal, torej vsa tista grobišča, ki so v naravi že bila potrjena ali pa kjer so bila delno ali pa celoti ekshumirana, da se jih označi. Tako da smo v 3 letih uspeli ograditi ali pa označiti za križem in napisnimi tablicami 176 grobišč. Mitja, najin pogovor se počasi bliža koncu, ampak imamo še nekaj vprašanj, ki jih morava odpreti oziroma poskušati zapreti. Eno od teh je, da smo dolžni z tega mesta danes povedati, da si naša komisija za vojna grobišča prizadeva za pieteten pokop umrlih, pobitih rojakov, pokopanj, odvrženih v Macesnovo gorico. Omenili smo 3450, ki trenutno čakajo v zabojčkih v Kočevju, na odpadu zraven Dinosa v Kočevju. Naša komisija je predlagala, da bi se te žrtve odpeljale ali prepeljale v Ljubljano, ker bi se jih pokopalo v Kostnici na Žalah, ki je še prazen prostor, oziroma je mogoče, da bi to se tam izvedlo, čisto fizično. Mitja, odkot po tvoje v letu 2024 tako nasprotovanje dela politike, na kratko prosim, da bi se te mrtve rojake, ki so trenutno v plastičnih gajbicah, dostojno, pietetno pokopalo na Žalah oziroma na nekem ustreznem mestu v naši državi Republiki Sloveniji. Renato, bi ti težko dal odgovor, ker je za mene nerazumljiv. Jaz samo ne razumem mestne uprave in pa župana mestne občine Zorana Jankovića. Dobro, uradni razlog je, da ni prostora na Žalah. Tega seveda ne moreš resno vzeti, ker se pokopi so vse skozi in pa tudi Žale se vse skozi širijo. Ne. Ni samo problem pokopa teh 3450 skeletnih ostankov, toliko ljudi. Pokopi imamo tudi težave z romskimi žrtvami, namreč
Mi smo poskušali ekshumirati žrtve, torej romskih torej žrtev, ker skoraj zgleda, da je polovico romske skupnosti na Notranjskem in pa Dolenjskem doživelo tragično usodo v letih 42 in pa 43 strani revolucionarnega nasilja. In morda tudi, da veste, da ta datum 17. maj, ki je dan spomina za žrtve komunističnega nasilja, je prav na dan, ko velja za največji množični poboj civilnega prebivalstva od začetka vojne do takrat. 17. maja 1942 so v Iški vasi, torej Šercerjev bataljon, likvidiral, ubil, pomoril 53 ljudi, od tega 49 Romov, od tega 26 otrok. Torej civilistov, moških in žensk, od tega več kot polovico torej otrok. In nosečo žensko. In nosečo žensko, ja, v 8. mesecu. In zato je ta dan spomina 17. maj in kot veste, je bil, če se mogoče zdaj lahko navežem na koncu, boči so na koncu. Morda pred zadnjim vprašanjem še to razmišljanje. Marsikdo od vas, spoštovane Goričanke in Goričani, se je na doktorja Ferenca ali pa name obrnil glede morišč. Trenutno, lahko poveva, je popisanih na slovenskem ozemlju, pustimo zamejstvo, 750 prikritih grobišč in morišč. Številka še ni zaključena. Nekateri ste spraševali, kdaj pridemo v vaše kraje. Naj ob tem povem, da je komisija že popisovala, tudi z doktorjem Ferencem sva že bila na terenu, popisala nekaj grobišč v okolici Mirna, Renč, Vrtojbe, ampak ocenjujem, Mitja to ve, da je na našem koncu še vsaj 100 grobišč, verjetno več, ki še niso raziskana. Popolna temna lisa so Goriška brda, kjer je po pričevanjih, dokumentih vsaj 8 večjih morišč in grobišč. Naj obenem povem, Mitja ne bo jezen, da v ponedeljek imamo sejo komisije, kjer bomo odločali o letošnjih sondažah posameznih grobišč, ker veliko jih je še neraziskanih in Bog ve, kdaj bodo sondirana, kdaj bodo prišla na vrsto. In pa tudi upava, tako kot vsako leto kritiziramo izvršno oblast, ampak tukaj je nepopustljiva, da vam povem, kako težko je komisiji. Mi smo, čeprav smo vladna komisija, pravzaprav smo en kamen izvršni oblasti, da vam povem, mi v januarju naredimo program, potem pa traja nekaj mesecev, da pride na vlado, ker vlada mora narediti kljukco. V redu, to naredi aprila. Potem pa mora resorno ministrstvo narediti javni razpis, pa spet grejo meseci. Izberejo tiste, ki bodo urejali, sondirali ali pa ekshumirali, pa se čaka. In minister in njegova ekipa to podpišejo v začetku septembra ali pa konec septembra, konec proračunskega leta je pa sredi novembra. To je pravzaprav zasmehujoče v odnosu do tistega, kar bi pravzaprav morali celo leto narediti, je pa potem v stiski, v jesenskem, deževnem, blatnem vremenu treba narediti v nepolnih 2 mesecih. In to se iz leta v leto ponavlja tak odnos. To je najbolj žalostno. Prva zadnjem vprašanju. Pred dobrim mesecem je v domovini, pa tudi v širše v Evropi odmevala znana peticija. Mitja Ferenc je bil prvopodpisani za ohranitev dostojnega spomina na žrtve komunističnega totalitarizma. Bil si tudi s kolego Jožetom Možino v Evropskem parlamentu, kjer sta predstavila to peticijo. Zakaj, Mitja, se ti zdi v današnjih časih, ko imamo na vratih vojno v Ukrajini, vojno na Bližnjem vzhodu, cel kup gospodarskih težav, številne druge težave naše družbe, naše mlade slovenske države, ki počasi prehajajo v srednja leta. Zakaj je pomembno, da danes govorimo o tematikah, ki jih naslavlja ta peticija in za katero verjamem, da naše današnje gospe in gospodje vejo, o čem govorimo? Ja, to bi lahko tako, če bi nekdo z druge strani rekel, pa sej mladih to ne zanima, pustimo preteklost, zakaj zastrupljate slovensko javnost, zakaj delate razkol s tem, kar raziskujete.
te krilatice so bile vse skozi v desetletju slišane. Ne? In meni se zdi prav smešno, da ko izkopljajo eno steklenico iz antike, dobi v medijih veliko več prostora, kakor pa če najdemo 3400 žrtev pomorjenih v eni od znanih že 80 kraških jam za posmrtnimi ostanki. In mi je to popolnoma nelogično in nerazumljivo in se mi zdi, da je pri tistih odločujočih faktorjih tako veliko pomanjkanje civilizacijskih in pa humanističnih prvin, da skoraj ne morem tega razumeti. Ker nekaj tako normalnega je, da posmrtne ostanke pokopljaš, da jih daš na dostojno mesto, da se pokloniš njihovemu spominu, po 80 letih celo. Tako da mi je to popolnoma nerazumojoče in tisto, kar, ko sem gledal po televiziji, tisti na predvečer 16. maja lani, tisto komemoracijo v tako spravljivem duhu, da človek lahko samo se pokloni tako pietetni manifestaciji, pa potem slišim, da je vlada sestankuje in da je na korespondenčni seji sredi komemoracije, na korespondenčni seji ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Dobro, če je hotela uničiti vse tisto, kar je prejšnja vlada Janeza Janša uničila, bi to lahko naredila kdaj prej. Če je pa to naredila tisti dan in tisti dan sredi slovesnosti, pa je to zavrženo dejanje, ker je dala samo še večjo sol na rane ali pa zadala še večji klin v bolečino tistih ljudi, ki so to. In mene je takrat to tako zabolel, da smo z Milkom Mikolom, pa Jožetom Možino in z ostalimi, Renato Tutabo, napisali eno izjavo za javnost in prosili vlado naj razmisli, da naj vrne ta dan, tudi povedali, da to ne gre samo za pomorjene, da gre tudi za različne žrtve komunističnega nasilja. Gre za ljudi streljene na mejah, gre za ljudi, ki so jim zaplenili premoženje, gre za tiste, ki so bili v delovnih taboriščih, ki jim je bila odvzeta prostost, prisiljeni preselitev iz kraja bivanja. Ogromno je teh žrtev in najmanj, kar je en dan pietetnega spomina na te žrtve. In seveda, ker odziva ni bilo nič, se nam je zdelo potem edino primerno, da obvestimo tudi druge institucije. Saj Evropa je naša največja, najširša domovina, poleg Slovenije. Seveda se človek sprašuješ, a je to bilo potrebno ali ne, ampak potem, ko torej ta peticija je bila vložena takoj poleti lani, zato takoj zavračam tisto, kar se je v medijih govorilo, da se to zaradi evropskih volitev ta peticija dala v Evropski parlament. Ne, ta peticija je bila vložena lani poleti, takoj po tisti izjavi, ki ni naletela na odmev pri naši izvršni oblasti. In potem se je ta peticija, rečemo temu, po teh evropskih konglomeratih valjala, če temu tako rečem. Najprej so jo celo zavrnili, zaradi tega, ker rečeno, da Evropa že praznuje 23. avgust za spomin na žrtve vseh treh totalitarizmov. Potem pa smo napisali pritožbo oziroma obrazložili dodatno stanje, da se mi seveda spominjamo vseh žrtev totalitarizma in da imamo upor proti nacizmu in fašizmu za visoko vrednoto, ki je bila v našem narodu, ampak da odnos do žrtev do tretjega totalitarizma pa je pri nas zaskrbljujoč. Vprašanje pokopa, mrliških listov in vsega ostalega. To je tisto, kar se že 33 let ne zgodi ali pa naredi premalo. In potem je bila ta peticija, morda ne veste ali pa če veste, je dobila, kljub temu, da jo je zelo težko podpisati, sami veste, kakšen postopek je zelo težaven in digitalen, računalniško, torej za starejše ljudi nevajene digitalnega podpisovanja in pisanja zelo problematično, ampak kljub temu je ta peticija dobila enkrat več podpore kot druga najbolj podpisana peticija v tistem letu v Evropskem parlamentu. In od vseh slovenskih peticij, odkar smo v evropskih integracijah, je bila to najbolj
podpisana oziroma najbolj podložena peticija. Ne. In mimo tega Evropski parlament ni mogel in zato je potem torej, bilo upanje, da nas bodo poklicali in mi smo imeli največjo željo ali upanje ali poznavajoč, kako deluje Evropski parlament, da bo ta peticija lahko ostala odprta in da se bo saj lahko informiralo evropsko javnost oziroma parlamentarce evropske o tej. Ampak tisti zagovor, ki smo ga imeli v parlamentu in tudi slike, ki so bile priložene in dokumentacija, je imela takšen odziv, da so prav vsi parlamentarci, torej tudi socialisti, torej socialistka iz Španije, podprli našo peticijo in ne samo to, 2 dni po tistem, ko smo prišli iz Bruslja, mi je predsednica tega odbora za peticije, Dolores Monserrat, pisala, da so se odločili, torej, da bodo, tako kot je bilo že na seji sklenjeno, da bodo o tem obvestili Evropsko komisijo in jo zaprosili za dodatno mnenje in pisali slovenskim uradnim organom, to pomeni parlamentu in pa vladi, da z apelom, da naj vrne ta dan spomina nazaj v slovenski koledar. Ali to bo, jaz sicer nimam upanja, saj zaenkrat ne, ampak mislim, da je bilo vredno, da smo upozorili Evropo, kajti če si tiho in pravzaprav te ta bolečina skeli in imaš neko moralno dolžnost, da pač narediš tisto, kar lahko v danem trenutku največ narediš. Ne glede tisto, da verjetno si za nekatere izdajalec, ker si šel tožiti svojo državo v Bruselj, ampak mimo tega pač nisem mogel jeti. Gospe in gospodje, to je bil naš večerni gost, današnji Goriških večerih, redni profesor, dr. Mitja Ferenc, ni še konc, ne še odhajati. Mitja ne bo jezen, ne bo zameril, če poveva, da se bo tudi letos obhajal, pietetno spominjal 17. maj, dan žrtev komunističnega nasilja in vse ljudi dobre volje, tudi Goričanke in Goričane vabimo v Ljubljano, ker bo 16. maja na predvečer spominska in pietetna slovesnost. In tudi midva bova tam. Je tako, Mitja? Tako je. Torej, za konec, preko damo vam vprašanja, dovolite še eno osebno notico. Včasih me marsikdo med vami sprašuje, kaj mi je tega treba se ukvarjati s takimi tematikami. Zakaj imam to voljo in moč, da to obelodanjam, pišem, raziskujem in dobivam iz dneva v dan po glavi. Ko ima človek take kolege in sodelavce in bom rekel strokovnjake, kot je dr. Ferenc na moji levi danes, je to veliko lažje. Tudi z tega mesta, Mitja, hvala še enkrat za dolgoletno, iskreno sodelovanje in vse prijateljske nasvete, ki si mi do zdaj dal. In strokovne, seveda. Zdaj pa beseda je vaša. Spoštovane gospe in gospodje, prosim vas za konkretna vprašanja. Čas je dragocen, tako da ne vaših ugotovitev, ampak dajte vprašanje. Imamo gosta še nekaj časa med nami. Tudi potem se boste lahko ustavili kot vedno zunaj. Mitja je obljubil, da ne bo takoj zbežal v Ljubljano. Čeprav ga čaka tam njegova vsem poznana partnerka, ki je tudi bila že naša gostja, pa jo bomo še kdaj povabili, ampak od danes nisva odpirala tematike o njej. Govorimo o doktorici Rozviti Pesek, ki je tudi iskriva sogovornica, ampak ona bo kdaj drugič prišla na vrsto. Torej, beseda je vaša. Konkretno vprašanje, prosim. Dobro večer. Bom postavil 2 vprašanji, bodi si zgodovinsko, bodi si, dajmo reči,
glasbeno. Zgodovinsko je, torej vi ste omenili tole kočevske Nemce. Kako pa je bilo recimo v slovenskih mestih za čas Avstro-Ogrske, koliko je bilo, kakšna je bila procentuala Nemcev in kakšna je bila njihova usoda v primerjavi recimo zdaj malo pretiravam, samo recimo z eksodusom italijanskim po drugi svetovni vojni, kar se pa glasbenega tiče, kaj mislite o Milosavljeviću glede, mislim, njegovem mnenju o narodni glasbi. Hvala. Bo začel z zadnjim vprašanjem. Ja, mnogi imajo narodno glasbo ali pa narodno zabavno glasbo, pa sploh ljudsko glasbo kot nekaj preteklega, zavrženega. Jaz pa mislim, da nas je slovenska govorica pa slovensko petje skupaj držala tisočletja in da smo ostali tukaj med mnogo močnejšim romanskim, germanskim narodom in se obdržali na teh tleh z svojim petjem, z svojo govorico in tako naj tudi ostane. Raje poslušam slovensko ljudsko glasbo, čeprav jo na radijskih kanalih zelo težko najdem, ker je pretežno angleška. Kar se pa tiče italijanske, nemške manjšine, poglejte, podatki so, da je, gledamo na uradna štetja, leta 1910, zadnje štetje Avstro-Ogrske monarhije, kjer so spraševali po občevalnem jeziku in na območju Slovenije so našteli 106 tisoč oseb z nemškim občevalnim jezikom. Občevalnim jezikom, to pomeni 10% vsega prebivalstva je govorilo občevalno nemško. Potem pa sta dva popisa v Jugoslaviji, v kraljevini SHS in pa v kraljevini Jugoslaviji leta 21 in pa 31, kjer pa so spraševali po maternem jeziku. In seveda, ker so bili spraševalci Slovenci, Jugoslovani, ne Nemci, so seveda tukaj bile kar velike, bom rekel, težave za Nemce. Ampak statistično gledano je bilo naštetih potem leta 21 41 tisoč Nemcev, leta 31 v zadnjem popisu kraljevine Jugoslavije pa 29 tisoč Nemcev. S tem, da seveda je treba vedeti, da so leta 1910 spraševali hišnega gospodarja, ki je povedal za vse, torej tudi za služničat, kakšen jezik govori. Govorim seveda, da je takšen človek potem, tudi tisti, ki so bili recimo pri njemu Slovenci, so bili zapisani kot Nemci, medtem pa obratno seveda tudi leta 31 in pa 21 so popisovalci zelo hitro nemško ali pa mešane družine popisali kot Slovence. In tudi za otroke nemške narodnosti, čeprav je bila nemška manjšina najštevilčnejša v Jugoslaviji, z 500.000 prebivalci, dobro, seveda največ v Vojvodini oziroma v Banatu, ampak so tudi imeli kar težavo, kajti če je bila mešana družina in tudi če je družina želela v nemško šolo, je ravnatelj ga vpisal v slovensko razrednico. Tako da tukaj pa tudi imenska analiza je bila značilna, recimo, če je priimek bil slovensko zveneč, ne glede, da si se imel za Nemca, so te dali kot otroka v slovensko šolo. Tako da tukaj je vsaka država imela seveda svoje inspiracije potem, da bo manjšine čim manj. Še usoda. Usoda Nemcev. Ja, usoda Nemcev. No, ko smo se leta 2004 približali Evropskim unijam, je skoraj večina našega oddelka na zgodovino bila udeležena v slovensko-avstrijski komisiji, ker je bilo treba rešiti vprašanje, namreč veste, da je Avstrija pogojevala našo pridružitev Evropi z kar močnimi argumenti. Eno je bilo zaprtje nuklearke, drugo je bilo priznanje nemške manjšine in tretje je bilo vrnitev zaplenjenega nemškega premoženja njihovim lastnikom. In tukaj smo potem seveda morali zelo detaljno raziskati, koliko od
oseb je še nemško, ne samo nemško govorečih, glede na statistiko in popise, ampak tudi koliko se jih priznava in iskati razmerje med tistimi 570, kolikor se jih je prijavilo, da ima nemški materni jezik in toliko, kot so jih Avstrijci rekli, da jih je približno 1580, torej to so zelo majhne številke, ne? Ampak kljub temu so bile zahteve, kajti Avstrija se je postavila kot zaščitnica nekdanje nemške manjšine in potem smo iskali tudi seveda po vseh, do vasi smo šli, kje živijo, ali so avtohtoni ali neavtohtoni in ravno na bivših avtohtonih krajih, kot so Apaško polje, Maribor, Ptuj, Celje, Kočevska, ravno tam smo najdeli najmanj oseb, ki so se prijavile kot nemški, torej da so imeli nemški materni jezik, ne. Torej šlo je seveda tudi za veliko oseb, ki so se vrnile iz mešanih družin, iz dela na začasnem delu in tako naprej. Tukaj bi lahko še ogromno o tem govoril, ampak pravzaprav je, da nažalost, ker manjšine bogatijo vsak narod, ne, da je pač nemška manjšina zaradi druge svetovne vojne in nemškega okupatorja doživela to žalostno usodo, da jo nažalost ni več med nami in takšen je bil tudi recimo stavek Borisa Kidriča na enem od zasedanju, ne, da o nemški manjšini ne bodo govorili, ker je po vojni več ne bo, ker jo bodo izgnali. In dejansko tudi so izgnali in obstajajo torej seznam 9000 oseb, ki v naših arhivih, ki so jih potem po vojni izgnali v obdobju tam poleti 45 pa do nekje do junija 46. leta. Nič se niste izrazili, kdo bi bil kriv, ne, za te povojne zločine. Ne. Jaz mislim, in večina nas misli, da je bil Zveza komunistov kriva, ne, za to. Za to povojne zločine in medvojne. Mogoče ni bilo časa toliko, da bi lahko... Ja, dobro, samo predsednik Zveze komunistov je bil Tito, ne? V Horiški občini imamo en kup hribov, ki so v Svanani s tem napisam, ne? Ja. Zdaj, če ste zbirali peticijo za to reč, jaz pozivam zdaj to naše društvo, da začne zbirati peticijo za odstranitev teh napisov, ki mislim, da drugo leto bo Gorica Evropska prestolnica kulture. In kako bi izgledalo, če bi Italijani napisali zdraven, še Mussolini zdraven, ne? Verjetno mi bi se zgražali, ne? A smem na kratko odgovoriti? Ko goriške večere vodi moja spoštovana kolegica Erika Jazbar, vedno pove, danes smo to opustili, bomo pa na koncu. Mi se danes nahajamo na trgu Edvarda Kardelja, ob ulici Borisa Kidriča in Sabotina nas pozdravlja tovariš Tito. Če bi aparature malo boljše, bi nam danes današnji večerni gost pokazal depeše, ki vsebujejo ta imena, ki ste jih vi izpostavili in sem jih jaz izpostavil. Torej Tita, Kardelja in Kidriča, ki so zaslužni za številne poboje med vojno, ob koncu vojne in po koncu vojne. Ja. Mnogo ljudi se še vedno torej, ne verjame ali pa je, bom rekel, nejevernih do tega, ampak mirno rečemo, torej Josip Broz Tito je bil poveljnik Jugoslovanske armade, bil je vojni minister, bil je premijer, bil je generalni sekretar Zveze komunistov Jugoslavije, torej vse je združeval v eni osebi in mimo njega in brez njegovega ukaza ni bilo narejenega nič. In v zvezi, glede na to, kje se danes dohajamo, ja, tisto depešo, ki sem jo našel v pripravi razstave, prikrito in očem zakrito ob 60-letnici konca druge svetovne vojne leta 2005, je depeša drugega človeka Zveze komunistov, takrat sicer ministra za konstituanto, ampak se vemo, kdo je bil, Edvard Kardelj, ki je pisal predsedniku slovenske vlade Borisu Kidriču 25. junija 1945. Depeša taka med skupom tankih listkov najdena, ki se je ne vem kako to, da je lahko obstala, ampak piše, kakor poslušaj, kmalu bodo razpuščena sodišča narodne časti.
vojna sodišča bodo zdaj lahko sodila samo vojakom, namreč do takrat so tudi civilistom. Ne. Kmalu bo razpuščena amnestija, bo razglašena amnestija, torej bodo iz taborišč izpuščeni ljudje. Nimate več nobenega razloga, da ste tako počasni v čiščenju kot doslej. Strahoten stavek, ker do takrat je bila že večina nasprotnikov dejanskih ali pa nemišljenih že pod zemljo. Ne. Da rečemo še to, čiščenje je čisti eufemizem. Čiščenje pomeni umor, pomor. Dajte naprej vprašanja. In tako, mogoče še to, ne? Večkrat se je pojavilo vprašanje, kaj je mislil Josip Broz Tito 26. maja 1945 z balkona Ljubljanske univerze, ko je rekel, ova manjina, ko je zapustila, kaj pa bom v slovenščini, ki je zapustila naše kraje, če se bo vrnila, ne bo nikoli več videla naših divnih planin. Če pa jih bo videla, jih bo gledala zelo kratek čas. Kar se tiče onih izdajalcev, ki so bili v državi sami, v vsakem narodu posebej, to je stvar preteklosti. Roka pravice, maščevalna roka našega ljudstva, je že dosegla ogromno večino in samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti pod okrilje pokroviteljev izven naše dežele. Ta manjšina ne bo nikdar več gledala naših lepih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo trajalo zelo kratek čas. To je rekel 26. maja, sicer to na predvečer, ko so šele začeli vračati iz vetrinja slovenske domobrance med 27. in 31. majem, ampak pravzaprav en dan po tistem, ko so inženirske enote pri Mariboru pred Teznem že zakopavale jarke za prej omenjenimi 15.000 žrtvami. Namreč našli smo dokumente vseh bataljonov, ki so to izvajali v Beograjskem arhivu in vsi trije bataljoni imajo med 22. in pa 25. majem napisano, streljali smo četnike in ustaše, pa delali smo isto kot včeraj in potem za 26. maj, ne, inženirska enota, zakapali smo rovove. Ne. Zloglasna ter besede, ki jih je vedoč, seveda, kaj se dela, ne, izrekel z ljubljanskega, torej balkona Ljubljanske univerze, čeprav so mnogi pred desetletji govorili, da je to bilo čisto v nekem drugem pomenu, ampak povsem jasno je, kaj je s tem mislil in kaj se je do takrat že zgodilo po koncu vojne. Ja, dober večer. Jaz imam eno vprašanje. Mene zanima pa to. Vse vemo, recimo, od druge svetovne vojne iz šol, kar so nas učili, poznamo Dachau, Mauthausen, Ravensbrück in ne vem kaj vse. O tem smo se dosti učili. Ne vemo pa nič od teh 600 grobišč, ko pravite vi, 750. Ali bo šolstvo zmoglo to, da bo mladim generacijam pokazalo, kaj se je dogajalo recimo pred 75 leti tudi pri nas. Imamo grobišča, nimamo izvajalcev teh del, nikoli se jih ni obelodanilo, razen nekaj se je dalo prebrati na YouTubi od Sima Dubajiča, ki je nekaj povedal. In ko ste prej že omenjali, da imamo polno spomenikov v Novi Gorici, a so tudi teve pripomogli temu, kar je skrito? Ja, odgovorim seveda, so znani dokumenti, ne samo o pomorih, predvsem pa tudi o brisanju. Namreč, če bi tukaj imeli čas, pa bi videli dokumente, ki sem jih recimo pripravil. Že 15. maja 1945 je minister za notranje zadeve Demokratične federativne Jugoslavije poslal navodilo vsem federalnim ministrom, da je treba zabrisati vse sledove in da se o teh grobiščih ne bo nič videlo in poznalo. In naš notranji minister Zoran Polič je to pravzaprav samo prevedel in poslal naprej nižjim organom, da to tudi storijo.
medtem ko je hrvaški minister Krstulović bil vsaj toliko, da je iz tega seznama izvzel hrvaške domobrane. Dobro, pustimo, ne vem, kako so potem to dejansko delali, čeprav večina hrvaških domobranjev in ustašev je bila pomorjena na slovenskih tleh. In tudi naslednje leto poznamo dokumente, ko so jih pošiljali iz Beograda slovenskim oblastem. Ne. Niste vsega počistili, zbrisali sledove. Ne. Imamo informacije, da obstajajo še, torej počistite, kar smo vam ukazali. Ne. Torej, počasi prihajajo ta dokumentacije na plano, seveda je to zelo težko, kajti tudi v beograjske arhive, vojni arhiv je zelo težko priti, oziroma so zelo težki postopki. Mi smo imeli srečo, trije smo nekoč šli lahko preko tužilaštva za ratne zločine, takrat po Hudi jami, iskati in so nam dali možnost nekaj dni, da smo nekaj iskali, ampak tam je veliko neurejenega še, torej težko je iskati po tistih škatlah vse stvari, ampak najdeš pa tudi kakšne dokumente, ki so zanimivi. Tako da za razliko od nas, ki imamo naše arhive, ali pa bomo rekel kopije arhiv OZNE, torej politične policije, spravljene v Beogradu, pa imamo težek dostop do njih, so naši kolegi, srbski zgodovinarji, imeli veliko lažjo pot. Namreč v srbski vladi je bil velik interes, da se najde grob Draže Mihajlovića in so zgodovinarjem pustili tudi, da so šli v njihov najbolj specialni arhiv, rečemo tako pri nas Sova, tam je arhiv BIA, kjer so pa naleteli na prav knjige streljanih, torej vsak okraj so napisali za vsak okraj knjigo streljanih poimenski seznam. Obratno kot pri nas, torej mi imamo lokacije grobišč, pa ne vemo, katere osebe so v teh grobiščih. Sploh zaradi tega, ker je bilo na slovenskih tleh pomorjeno nekaj 10.000 tujerodnih vojakov, zlasti vojakov NDH. Oprosti, pa 15.000 naših zraven. A 15.000 Slovencev, torej 14.000 domobrancev, vojakov torej in pa 1.000 civilistov. Toliko zaenkrat kaže smrtna struktura slovenskega prebivalstva, ki je doživela nekaj čez 100.000 žrtev, torej vse skupaj v času od 41. do januarja 46. leta. Tako da, seveda, kot ste rekli, počasi prihajajo dokumenti, ampak dobro, koliko uspemo, jih napišemo v knjigah. Vi ste pa pravilno spraševali, kdaj bo to prišlo v šolski sistem. Tukaj je zadrega seveda učiteljev, ki so bili nekoč naučeni neke zgodbe in jo je težko seveda zdaj predrugačijo, tudi zaradi tega, ker morda tudi bojijo odziva staršev ponekod. Poleg tega je pa to, veste, ta druga svetovna vojna pa osamosvojitev nekako sodi v čist konec šolskega leta, ki ga najraje učitelji kar pustijo, pa se o njim ne pogovarjajo. Ampak bo prišel tudi ta čas, torej mi imamo tudi za učitelje, tudi letošnjem letu v septembru, za učitelje srednje in pa osnovne šole predvidena predavanja o posebnih temah, ki so mogoče še nedorečena v učnem sistemu in bomo septembra tudi to tematiko predavali, da jim bo nekako lažje potem prenesti tudi v osnovni šoli in pa v dijakom v srednji šoli. Dober večer, tukaj je Ana Marija. Jaz bi na hitro prebrala eno konkretno vprašanje, za katero me je prosila soseda. V Dornberku na Gregorčičevi ulici 13 stoji tabla z napisom: Dne 26.5.1944 je 19. snoup Srečka Kosovela tu likvidirala postojanko Alpinov Italijanske republike Salo. Tabla je bila postavljena 16.9.1984. Alpini so bili odpeljani in med njimi tudi nekaj Slovencev, domačinov, pod Sveto Katarino na Komensko področje. Področje ni niti označeno in niti markirano. Gospod zanima, glede na to, da je bilo med Alpini nekaj tudi domačinov,
kje so pokopani ti alpini skupaj z domačini. Gospod zanima, če bo ta primer še kar nekaj primerov iz Dornberka, kdaj raziskani. Hvala lepa. Težko vam odgovorim na to vprašanje, če in kdaj bo raziskan. Zdaj, moje težišče je recimo ali pa sem posvetil svoj prosti čas, kolikor ga je iskanju teh prikritih grobišč in pa postopkom sondiranja, ekshumacije in pa postavitve spominskih znamenj. Osnova, kar je za delo, je, če dobim neko informacijo z terena, da me pokliče, recimo oseba, poznam lokacijo, rad bi vam pokazal domnevno grobišče, takrat potem pridem ali pa jaz ali pa kdo drug, torej in to evidentiramo in imamo to kot evidenco. Potem pa pride to v program, letni program in ekipa za sondiranje potem pride na teren in poskuša ugotoviti, ali so dejansko skeletni ostanki, ali pa po domače povedano, če tam dejansko grobišče je ali ni. In naslednja stopnja je potem ekshumacija. Torej, osnova je sploh, da nekdo, ki ve ali pa ki mu je bilo povedano, sporoči neko informacijo, nek indic, da pozna neko lokacijo. Jaz bom mogoče samo en primer povedal. Jaz nisem verjel, da obstajajo, jaz sem vedel, da so sigurno pisali sezname grobišč, zato ker to smo videli po dokumentaciji. Nisem pa verjel, da bi lahko danes, če bi našli takšne sezname v arhivih, zdaj na podlagi tistih podatkov našli to grobišče, neko grobišče. Dokler nam leta 2002 ni pod roke prišel en seznam grobišč v Ilirski Bistrici, ko ga je ena marljiva uslužbenka iz leta v leto, desetletje pač imela nekje v predalu in ga je potem posredovala. Namreč, pol smo ugotovili, da je ta seznam nastal nekje v prvi polovici 50 let in je bilo na njem, mi v Ilirski Bistrici smo imeli samo eno evidentirano grobišče. Na tistem seznamu pa je bilo 120 lokacij za 1410 žrtvami, torej nemškega korpusa iz konca voje, iz maja 1945. Vsako grobišče je imelo po tri vrstice zapisano, ampak tako natančno lastnika in pa po domače, kako se je tistemu območju reklo, da sem šel za 14 dni na teren, obiskal sorodnike teh lastnikov, ker je bila zraven tudi hišna številka, in vsi so rekli, ja, oče mi je rekel, da je na tej lokaciji, da so bili pokopani ali pa tukaj so dejansko ljudje govorili o tem, da je. In potem smo dejansko z sondiranjem ta grobišča dejansko potrdili. Torej, seznami so bili narejeni, mi to iščemo, namreč imamo neke indice, da je to bila akcija, ki se je imenovala akcija Lučka. To je popis vseh grobišč v Sloveniji. Ker veste, da pred 1. novembrom je policija v prejšnjem sistemu hodila v bližino grobišč in popisovala registrske tablice ljudi, ki so hodili na ta grobišča. In ko sem hodil na Ilirsko Bistrico, je starejši policist, ki me je spremljal, pogledal seznam in rekel, no ja, se ta seznam sem pa pred 10 leti jaz tudi dobival pred 1. novembrom. In v enem sistemu je delal tako, v drugem sistemu je pa pomagal pač kriminalistični policiji iskati grobišče. Tako da jaz vam težko res odgovorim, ker ne poznam tako podrobnosti, ampak osnova je samo to, da nam ljudje dajo informacije, da lahko najdemo, kar se še najti da. Ampak če zgodbo nadaljujemo, kar Mitja pravi, ravno kar povedal, to je bil tako imenovani miličniški ali policijski seznam. Vsaka postaja milice je imela to vrstni seznam. Ohranjen je za Ilirsko Bistrico edini v Sloveniji. Nikoli nismo izgubili upanja, da tudi za ostale miličniške ali policijske postaje bomo našli ostale občine take sezname. Zdaj, trenutno, koliko vem, je na Bistriškem 140 evidentiranih grobišč.
in morišč. Zakaj tako veliko število? Ker dejansko čez Bistrico in okoliške vasice je šel glavni umik nemškega 97. armadnega korpusa, ki se je umikal iz reke in hotel čim prej v Srednjo Evropo proti Rajhu. Zaenkrat je to vse. Kar smo rekli, 750 je poznanih lokacij, grobišč in morišč iz druge svetovne vojne in obdobja takoj ob koncu in po drugi svetovni vojni. Mednje sodi tudi to, ki ga omenjate, ampak to je še neraziskano. Torej, to je tistih, kot sem med našim srečanjem, današnjem večeru jasno povedal, da na Primorskem je vsaj še 100 grobišč, ki niso označena. To je prva stopnja. Mislim, da je današnji gost lepo povedal. Šele naslednja stopnja je potem označenje, sondiranje in tako naprej. Zgodi se tudi, to bo Mitja dosti bolj kot jaz vedel, dolgost spomina našega je kratka. Prijete na eno lokacijo, pa se izkaže, da mrtvih tam ni. So recimo 5 ali pa 10, 15 metrov levo, desno, naprej in nazaj. Morate upoštevati, da človekov spomin je propusten in minilo je 80 let ali skoraj 80 let od dogodkov in seveda stvari grejo naprej. Eno od teh morišč, na katero me je opozoril tudi podžupan Anton Harej, pa drugi Dornberškovci, je prav tudi to pod Kraškim robom. Glejte, so tudi številna morišča, ki jih je opisal Zdenko Zavadlav, to je bil naš rojak iz Štandreža, sicer rojen na Štajerskem, eden redkih, ki je pisal o teh zadevah. On je bil namestnik poveljnika Ozne za Štajersko, do 1944 pa poveljnik Vosa, tistega, ki je izvajal likvidacije za Goriško. Poveljstvo v Renčah in on govori o teh umorih. Tisti kraški rob nad Renčami vsebuje še trupla, ampak nismo še tega popisali. Kdaj bo to prišlo na vrsto? Enkrat, upajmo, upanje umira zadnje. Lahko mogoče sam za ponazoritev, da boste mogoče razumeli dve skrajnosti, kako se je. Recimo, sondiranje se je začelo, bom rekel, torej do leta 2006 nismo mogli sploh zakopati lopate, ni bilo pravne možnosti. Leta 2006 pa me je poklical eden iz Pohorja in je rekel, da sta mu dva človeka pokazala okrog 15-16 lokacij. Jaz sem šel za avtom tja, sem vzel lopato in sem rekel, če sva že tukaj, deva zakopati, ker mi dva sama spodaj in 20 cm pod zemljo so bili skeletni ostanki. Zdaj pa bom povedal, kaj je bilo. Takrat je na mojo prošnjo ministrstvo odobrilo, da lahko nam ta človek pokaže te lokacije, ampak izkopljajo se lahko sonde, torej jame, 2 metra dolge, meter široke in meter pa pol globoke, z roko, leta 2006. In ta človek, ki je bil leta 1945 10-letni pastir na območju, kjer so bili pašniki, danes so pa gozdovi, je od 15 lokacij, ki so nam bile odobrene, na 13 tako natančno pokazal, 2 metra krat 1 meter, da je od 15 na 13 so bili najdeni posmrtni ostanki. Dobro, danes se to dela z rovokopačem po drugačni metodi in tako naprej. To je ena skrajnost, kaj nam človeški spomin lahko še vedno nudi. Druga skrajnost je pa recimo, bom rekel, en primer, ko se je prvič, zelo tak banalen primer, evidentiramo grobišče pri vasi Strelac na Dolenjskem in kjer naj bi lokalni poverjeni Kozne dal pobit 9 domačinov. Mi ga lahko samo evidentiramo. Potem pa se zgodi, da jazbec iz tiste lukne iznese človeško kost. Preiskovalni sodnik odloči, v redu, bomo ekshumirali, bomo izkopali to. Policija naredi raziskavo in ugotovi, iz te vasi ni bilo 9, ampak 7 je izginilo in 7 bi jih lahko bilo v tej jami. In pazite, domačini dajajo slike tistih ljudi, naj bi bili pomorjeni. Ekshumirajo se grobišče in namesto 7 se najdeta 2 okostji. In zdaj pa tisto najbolj zanimivo. To je bilo leta 2002,
ko še DNK pri nas bil komaj v povojih. Inštitut za sodno medicino na podlagi najdene lobanje in pa slike reče, ja, ta lobanja pripada temu človeku domačinu iz te vasi. In naša policija, da potem pa kostne ostanke primerjati, torej v Španijo, kjer so dali DNK, ker ga pri nas še takrat niso tako delali, tam pa ugotovijo, da ta lobanja ne more pripadati temu človeku, ker DNK za sorodnikom ne sovpada. Torej od 7 ljudi, kjer bi ljudje dali so domačini roko v ogenj, da so njihovi domačini v tistem grobišču, sta se našli 2 neidentificirani osebi. In samo še nekaj, recimo, prvo grobišče, ki smo ga leta 2016 rekli, da ga bomo izkopali, smo iskali pripadnike nemške manjšine, torej domačine iz Celja. Vsi bi dali roko v ogenj, vsi spomini so bili ljudi, ki so kakor gledali ta pomor, da so tam meščani iz Celja nemške narodnosti. Zato smo se tisto košnico izkopali 2016. Pa smo namesto predmetov našli samo gumbe NDH, torej 306 vojakov nezavisne države Hrvaške. Taka presenečenja te vedno najdejo. Ljudski glas sicer skozi desetletja nekaj si zapomni, ampak tudi spremeni svojo zgodbo, rezultati so pa potem lahko marsikaj čisto drugačni. Tako da nikoli ne moreš niti ne verjeti, ampak kot zgodovinari smo naučeni kritične analize. Torej, moraš imeti indic, ampak mu ne moreš vedno zaupati, dokler ne potrdiš dejansko na terenu tistega, kar ti ta ljudski glas govori. Hvala, dr. Mitja Ferenc, hvala vsem za udeležbo. Obljubili smo ti dobro uro, tukaj smo skoraj 2 uri. Kljub vsemu si rekel, da ostaneš še malo zunaj, mogoče se malo podružimo, kaj popijemo, kaj pojemo, kakšno pametno rečemo. In hkrati vas vabimo čez dobre 2 tedna, 22. marca, to je petek, ob 7. bomo tukaj v teh prostorih v okviru Goriških večerov predstavili zanimive dnevniške zapiske enega največjih primorskih rojakov, duhovnika in politika Virgila Ščeka. Išli so pred 1 mesecem, v Novi Gorici bo druga predstavitev. Predstavitev bo vodila Erika Jazbar, zapel bo pa mladinski pevski zbor občine Šempeter-Vrtojba. Lepo vabljeni na predstavitev dnevniških zapiskov Virgila Ščeka. Jaz bi pa rekel sem še to, ker me je Renato v začetku rekel, da nimam kitare in pa da pojem, ampak ker je jutri 8. marc, bi vsem dekletom pravzaprav pa res lahko zapel. Le kaj bi te vprašal, dekle ti, kje si dobila ti oči? Tvoje očke imajo čudno moč, gledal bi vanje dan in noč. Gledal bi vanje noč in dan, tvoje lepote vzpijan. Tvoje očke imajo čudno moč, gledal bi vanje dan in noč. Gledal bi vanje noč in dan, tvoje lepote vzpijan. Vse najboljše, drage dame, za 8. marec.